Ja, dober dan. Ja, lahko potrdim, da je v ponedeljek zvečer na Gorenjskem 80 let staro gospo v roko ugriznil modraz med sprehodom. Roka je odtekla, po 20 minutah hoje do doma je izgubila zavest, našli so nezavestno. Potem, ko se je prebudila, je imela bolečine v trebuhu, težko dihanje in ob prihodu reševalcev se je stanje slabšalo. Verjetno je prišlo do znižanja krvnega tlaka, težav z dihanjem, potrebovala je umetno dihanje, nato oživljanje, vendar je do prihoda v bolnišnico že umrla. Je bilo pa to prvič po precej dolgem obdobju smrt zaradi modraza? Tako, ja, v zadnjih 30 letih, po mojih podatkih, v Sloveniji ni bilo smrtnega ugriza modraza. Lani smo na primer v sklopu 24-urne toksikološke službe obravnavali 24 ugrizov modraza in gada in v kliničnem centru je 7 bolnikov dobilo protistrup, nekaj pa tudi v kliničnem centru v Mariboru. Drugače pa je znano, da so ugrizi modraza lahko smrtni. Na Hrvaškem so imeli v 15 letih 3 smrtne primere, tudi v Evropi, drugje po Evropi se lahko zgodijo. So pa to redki dogodki, običajno gre za majhne otroke, dojenčke ali pa starejše ljudi, ki imajo že neke pridružene bolezni, predvsem bolezni srca, ožilja, pljuč in tako naprej. Ko nas ugrizne modraz, kaj je tisto, kar prvo storimo, ki iščemo pomoč? Ja, ob ugrizu modraza začutimo bolečino, potem vidimo 2 vbodni ranici, iz katerih se cedi kri. Lahko je tudi samo ena ranica ali pa odrgnina, lahko jih je pa tudi več, če nas je ugriznil modraz večkrat. Imeli smo tudi primer z 8 ranami, potem ta predel oteče, na primer roka, pojavi se močna bolečina, ki se širi navzgor po telesu, po končini, potečejo lokalne bezgavke, vzdolž okončine po mezgovnicah se pojavi modro-rdeča črta, potem se pa pojavijo sistemski znaki zastrupitve, slabost, bruhanje, bolečina v trebuhu, potem težko dihanje, znojenje, znižanje krvnega tlaka, lahko tudi motnje ritma srčnega in izguba zavesti. In pri starejših ljudeh, ki imajo že neke kronične bolezni, kot sem rekel, na primer bolezen srčnih žil, aterosklerozo, potem sladkorno bolezen, kronično obstruktivno pljučno bolezen, lahko ob takem znižanju krvnega tlaka in motnjah srčnega ritma pač pride tudi do zastoja dihanja in srca. Koliko časa po ugrizu potrebujemo protistrup, koliko časa imamo kakšen vir? Po ugrizu bolnike običajno opazujemo, ker ne potrebujejo vsi protistrupa. Kača lahko spusti samo manjšo količino strupa in povzroči lokalno oteklino roke, na primer, in v tem primeru ne potrebujejo bolniki protistrupa. Če pa se oteklina širi proti komolcu ali proti kolenu, ali pa se pojavijo sistemski znaki, kot je znižanje krvnega tlaka, motnja starevanja krvi, potem pa dobijo protistrup in to je običajno znotraj nekaj ur po ugrizu. V primeru, da nas kača ugrizne, priporočamo, da najprej poskrbeti za lastno varnost, to pomeni kačo odgnati, ne jo slikati, ne loviti, čim hitreje poklicati pomoč na številko 112, nato mirovati, rano je potrebno očistiti, narahlo poviti, ne priporočamo pa močne podveze nad rano. Iz roke je treba odstraniti prstane, potem verižico, zapestnico, ker roka lahko močno odteče in pa, kot sem rekel, čim hitreje poskrbeti za prevoz v bolnišnico oziroma neko zdravstveno ustanovo ali pa počakati reševalce. Če potrebujemo protistrup, kje je? Ali so zaloge tu v Ljubljani ali so? Ja, v Sloveniji imamo dvojčne zaloge protistrupa za ugriz modraza in gada, trenutno za približno 20 ugrizov. Je pa lociran v kliničnem centru v Ljubljani in v Mariboru.